Ugrabitve letal oziroma ljudi so v civiliziranem svetu popolnoma nesprejemljive in neupravičljive, pa naj si v ozadju stoji še morda kakšen visok cilj, običajno zakrinkan z besedo svoboda. Zato se v vsaki demokratični in svobodoljubni družbi borijo proti ugrabitvam in ugrabiteljem. Za uspešen boj pa so potrebne vaje varnostnih organov. Takšno vajo so v mesecu septembru na brniškem letališču izvedli tudi pripadniki naših varnostnih sil, to je policije in vojske ter letaliških služb. Scenarij ugrabitve letala s teroristično grožnjo je bil naslednji. Začelo se je z vzletom potniškega letala Turbolet L-410, ki je vzletelo z mariborskega letališča Edvard Rusjan proti Madžarski. Takoj po vzletu je spremenilo smer in se obrnilo proti Ljubljani. Pri tem pa je pilot oddal klicni znak za pomoč v sili s kodom 7500, ki pomeni ugrabitev letala. Komunikacija z letalom je bila prekinjena, letalo pa ni oddajalo več svoje pozicije. Območna kontrola zračnega prometa je zato Centru za nadzor in kontrolo zračnega prometa na Brniku posredovala informacijo o možni ugrabitvi letala, ta pa je obvestil poveljniški center Slovenske vojske, ki je na podlagi pridobljenih informacij alarmiral prestreznika Pilatus PC-9, ki sta kot dežurni par v pripravljenosti na letališču Cerklje ob Krki. Vojaška Pilatusta sta že po nekaj minutah prestregla ugrabljeno letalo in ga prisilila k pristanku na brniškem letališču. Po pristanku so ugrabljeno letalo prevzele letališke službe, vojaška prestreznika pa sta nad njim krožila še toliko časa, dokler letališka kontrola ni potrdila, da je ugrabljeno letalo ugasnilo motorje. Še pred pristankom letala je policijsko-operativni komunikacijski center prejel obvestilo o ugrabljenem letalu in takoj odredil aktiviranje specialne enote, policijskih pogajalcev in kriminalističnih tehnikov. Na letališču so pristojne službe vzpostavile krizni štab, od koder je potekala koordinacija vseh aktivnosti. Vajati so prevzeli policisti in začeli postopke za primere ugrabitve letala. Nemudoma so zavarovali ožje in širše območje, pri čemer so jim pomagali varnostniki letališke službe in vzpostavili komunikacijo med policijskimi pogajalci in ugrabitelji. Scenarij na to pravi, da so ugrabitelji še naprej ostali v letalu in niso izgubljali časa in so zelo hitro postavili svoje prve zahteve. Odločili so se, da bodo izpustili prve talce. Ves čas so na kraju prisotni bili tudi iz zdravstvene službe in gasilci, da bi lahko ukrepali ob morebitnem požaru. Eden izmed talcev je poskusil zbežati, kar so opazili ugrabitelji, ki so na pobeg odgovorili streli. Policija se na takšno dejanje nemudoma odzove z vpadom pripadnikov specialne enote v letalo, ki onesposobijo ugrabitelje in pripeljejo prestrašene potnike na varno, kjer zanje poskrbijo zdravstvene službe. Skoraj filmski akciji sledi protibombni pregled letala, ki ga opravijo zato posebej izurjeni policisti specialne enote. Šele po takšnem pregledu je namreč zagotovljena varnost kriminalističnim tehnikom, ki nato zavarujejo morebitne sledi in opravijo temeljit kriminalistično-tehnični ogled kraja kaznivega dejanja, s čimer se skupno urjenje zaključi.
Ob obstoju resnične grožnje z ugrabljenim letalom, ki ne bi hotelo pristati, temveč bi bilo uporabljeno kot v ameriškem primeru 11. septembra, da bi to preprečili, bi morali letalo sestreliti. Takšna nič kaj hvaležna odločitev je v Sloveniji v rokah obrambnega ministra.